Well, hello, dobrodošli nazaj, alieni. Ostali smo tam, kaj se je zgodilo z našim zakletnim dibukom, medtem ko se ga je Kevin Menis končno odločil znebiti. In on tak je bil, prodajalsko, ker je bil, kaj je vedel, kako ljudje, ki imajo radi stvari, ne razmišljajo, je na eBayu prodal, dejansko s tem, da je prodal kot scary predmet, kot to rabaš, to je scary, to dela probleme, vzem in ljudje so napalili. Dibuk sta potem kupila dva študenta, boga študenta. Te dva študenta sta imela svoj blog, kjer sta dejansko se poglabljala v te scary, zaklete, potencialne stvari. Me spominja na Sherlocka pa Johna. Na začetku se dogajalo ni s to škatlo nič, razen enega majhnega detajla, to sta bila Brian in Sam in je bil Brian doma ali Sam doma, ko je drug prišel domov, je drug že odprl ta zaboj in ko je drug prišel, ne vem, kjer je bil, kjer je to toliko zaudarjalo, pač res smrdel. In vse, kar mu je bolj drug naredil, je bilo škatla smrdi, kao demon smrdi, zajbancija še na tisti točki, a ne. Ampak sta pa začela o tem pisati in ful je ene slave poželj, ni se pa nič dogajalo še vedno s to škatlo. So pa ljudje brali. Pa sta rekla, ne vem, za itak to mečken useless brez veze in se je začela s sabo za foro nositi na žurke. Pač folk je zanimal, ni se pa nič dogajalo. Ampak na žurkah se s to škatlo ni godilo več toliko lepo, ker so ljudje začeli gor pivo polivati, bili so neprevidni, zajbavali so se iz nje in naenkrat škatla ni bila več toliko prijazna. Elektronika v njunem stanovanju je prenehala delovati popolnoma. Crknila sta laptopa, crknil je namizen računalnik, ure jima nista pravilno delali oziroma sta prenehala delati in pa njun Xbox pri njima doma ni deloval. Medtem, ko sta ga prenesla do kolegov, bomo tam igrali, začel delati. One da še vedno se nista prav precikirala zaradi tega, ker je malo tako, pač, če so prej luči crkvale, prejšnjemu lastniku pač vam elektronika, can like please maybe se znebiš tega. Ne. Naredila sta pač to, da so o tem še naprej pisala, dokler se ni zgodila še ena ful bolj srhljiva stvar in sicer kar naenkrat je ta dibuk ratal totalen magnet za vse možne insekte in to je res bed gledati, tako iz vseh delov hiše, iz hladilnika, iz oken, iz streh, iz povsod, iz sten praktično so začeli lezati insekti, prav manifestacija se je zgodila in vse se je zgrinjalo direkt k tej škatli in to je mogla biti toliko nestin. Na tej točki bi jaz laufala iz hiše, ne samo da bi prodala škatlo, ampak okej. In dokler Brian ni začel res imeti hudih težav psiholoških zaradi te škatle, se ji nista znebila. Brian namreč je začel s kotičkom očesa, kamorkoli se je obrnil, kjerkoli je bil, kolikorkoli je spal, ali je bil spočit, ali je bil zmatran, ali je bil zmačkan, je z kotičkom očesa ves čas videl črno pojavo in skozi bolj je bila jasna in skozi bolj je bilo jasno, da je neka starka. In šele, ko zaradi tega ni mogel spati, ko je dobesedno hodil k temu svojemu kolegu v poslu in me je ratalo to očitno too much, tem pa že se ni dalo več na blogu pisati in sta se znebila te škatle končno. Naslednja žrtev zaboja je bil pa nek profesor, kustos, muzejnik, tralala, istočasno več celo direktor muzeja, ki jo je valjda ves navdušen dobil v roke in tako kot vsak ta prav ta kustos oziroma kdorkoli dela v muzeju, mi smo se isto to učili kot antropologi, etnologi, kako podokumentira stvar, najprej jo pogledaš, popišeš, pofotografiraš z vseh strani, pač najprej jo samo počudoval in tudi sklepov je, ko je jo gledal, tle so se pa eni obredi dogajali, namreč bila je polita z voskom, torej ogenj, sklepov je tudi glede na stvari, ki so bile noter, da se je tle nekaj zgodilo, ne? In je bilo to valjda ful fascinantno. Ampak jo je lepo pustil v tisti pisarni, ker je bilo ful več teh njegovih kolegov, da bi jo lahko drug dan o tem debatirali, razglabljali, polemikali in tako naprej. Oganite, kaj se je pa zgodilo? Ja, elektronika je začela crkvati, vsem so računalniki crkvali, ljudje niso mogli več normalno delati, ampak kaj spet oni, so reagirali? Ne. Scena je, da se je dvema človekama prej isto zgodilo. Ne, pač pustimo, navade ni panike. Kaj se je moglo zgoditi, da so dejansko vse znebili škatle, oziroma da so ukrepali sploh, je bilo to, da so ljudje napolno začeli zbolevati, vsi iz te pisarne. Zanimivo, ne, ta je opasna, ker še zmer, če bomo en korono, bojo imeli vsi korono, recimo, kritek bojo zboleli, ampak v tem primeru je bilo očitno malo nenavadno in so rekli, da je stari zneb se tega, ker je opasno, ne, random so zbolevali. Nisem še povedala sploh imena tega profesorja, on je bil Jameson in ja, Jameson se je zdaj odločil dan pelati ta zaboj. On je imel doma še ženo in otroka, pa živel je v hiši in ta hiša je bila taka čedna, imela je stopnice, ki so vodile gor najprej do kopalnice, potem pa do njune spalnice. In ta spalnica je bila vsako nočko obsijana z ulično oranžno svetlobo. In to noč gresta on in njegova žena lepo spat, on je bil tisti, ki je dejansko bliže tej svetlobi, bliže oknu in tako naprej in na eni točki
se zbudi. Basically, tako kot on to opiše, je paraliza. Veliko vas to že pozna ali pa ste videli v mojem videu, ker se ne moreš premikaš lahko samo oči. Torej, niso bile samo sanje, ampak dejanska paraliza. Za paralizo je dokaj normalno, da videvaš demone realno, ampak tukaj je bilo vse skupaj mečkan drugače. Prvo kot prvo, tista oranžna luč je ratvala ves čas močnejša in on ni mogel nič, lahko je samo opazoval, dokler ni zaslišal korakov, ki so prihajali gor po teh stopnicah, ki veš, da pridejo direkt do spalnice. Še vedno nič ni mogel žene zbuditi, ne moreš govoriti, samo oči lahko premikaš, ker je full bad. In ja, kar naenkrat so te stopinje prišle tako daleč, da je v kotu jasno zagledal s kotičkom spet obris človeka, temen obris človeka in ta obris je prihajal bližje in je prišel čez ramen njega. Pa je najprej še ta gospa spet stara gledala preč in potem, ko je prišla čez do njega, ga je sem tako direkt pogledala v faco, čist od blizu. In njen cilj je bil njemu stakniti ven oči. Ko se je to dogajalo, ko je ona njemu stikala oči, je istočasno ga iz te more paralize zbudila žena z istim gibom praktično, ker ga je zbujala, Jameson, da si v redu. In ko se je zbudil, ko se je pogledal v špegel, sta oba v grozi ugotovila, da ima krvavo rdeče oči, pač ne rdeče od mencanja, ampak rdeče od rdeče krvave. To še vedno spet, kdo bi si mislil, ni bilo dosti, da rečeš, da je to zažgi. Ne. Šele ko je njegov sin naslednji dan dol v dnevni rekel, ti, kdo je ta pojava tle? In potem fotor pogleda, Jameson pogleda in ta ženska, oba sta jo videla, oba sina, in kaj sin to videl, je rekel, dosti je. Jaz sem tega znebil, ampak konkretno ne za foro, ker je imel respekt do teh stvari in je šel mečkan nazaj po virih in je prišel nazaj do Kevina. In s Kevina je končno izprosil od njega, rekel, daj pej ti do vira, kje si to dobo, pa praš, kaj hudiča, s čim imamo opravke in kako se tega znebiti. In to sta storila. Kevin je šel do te starke, kjer je dejansko kupil to, oziroma spet je govoril z njeno, hčerka ali vnukinja, nisem ziher. In ona mu je povedala, ta predmet nikdar ne bi smel z naših rok. Druga stvar je bila, ker je rekla, saj ste saj zaprt pustila, pa on tako, ne, odprli smo, in štala je bila in ona tako, ok, make sense, zato ker mi, ko smo bili mladi, smo bili pač otroci in smo klicali duhove v raznih ritualih, od tam tisti svečni madeži od voske in tako naprej. Na veliko preprogo, oziroma rjuho smo napisali Ouija board in smo klicali in vprašali in ful dolgo se ni nič zgodilo do ene točke, ko se je. In ko se je to zgodilo, je ta stvar ves čas klicala release me, ves čas isto sporočala, spuste me. In vedeli so, da tisto, kar so sprostili, je velika verjetnost, da ni dobra stvar. In so se odločili, da morajo preprečiti, da se naseli koga izmed njih in so to stvar takrat zaprli v to omarico, ki je bila pa tik pod to rjuho z Ouija boardom, tako da je bila priročna in so tega demona, očitno Dibuka, noter zaprli. In jasno, Kevin je mogel tudi poprašati, kaj pa zdaj narediti, kako se znebiti te stvari in mu je rekla, rabina poklič, rabin je židovski duhovnik, mečkam drugače kot pri nas. Basically tako kot pri nas eksorcizem, ista zadeva. In tle se zgodba zelo hitro zaključi. Naj bi nazaj zaprli to zadevo, naj bi jim uspeli in zdaj pač še vedno obstaja, samo da je zaklenjena. In to je ta naša slavna zgodba o tej leseni, stari vinski škatli. Meni je fascinantno, kako se mora kdaj zgoditi, da se ljudje nečesa znebijo, ne moram verjeti. Ampak to je to, za danes ne bom dolgo vezla. Alien mama zaenkrat out, se gledam kmalu, čau!